Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, pozdrav iz Stožic, kjer nas čaka predzadnja tekma tega jesenskega dela prve lige Telemach, tekma 20. kroga med Bravom in Aluminijem. Pomembna tekma za ene in za druge. Bravo navkljub odličnim izidom, predvsem v prvem delu. Še vedno seveda ni petka v zasedbi. Medtem žoga v kazenski prostor, strel z glavo. Ni bilo to tako slabo, ni bilo sicer dovolj moči v strelu. V enem izmed prejšnjih napadov, ko je Kramarič zaključeval z glavo, zdaj je Maružin ni prišel do žoga, Bolha z napako, to je lahko nevarno. Kramarič odaleč in žogo lovi Janžekovič. Trontelj med tem v napadu za Bravo, Trontelj in Ogrinec, tole je lahko nevarno, podaja proti Maružinu, Maružin do strela. Ni prišel do žoge Kramarič, Aluminij skuša odgovoriti, ali tule ni bilo prepovedanega položaja, vsekakor ni bil Džerlek v ofsedu, podaja pred gol, en strel z glavo mimo vrat, nevaren poskus je bil to, Kadrič je imel priložnost, še peti kot na tekmi za Bravo. Pa še enkrat priložnost in gol! Kavčič v drugo, natančen, 65. minuta se izteka, pri Bravu se veselijo vodstva. 1-0, Matija Kavčič. 14. tekma zanj v tej sezoni, Grabič je zadovoljen. Dve nevarni žogi, dva kota zapored in zadetek torej za nogometaše Brava. Bravo, Marinšek pa ne bo nastopil na naslednji tekmi, na prvi, torej v spomladanskem delu. Bravo medtem napada, priložnost in gol! Hitri dvojni udarec domače ekipe, 68. minuta, kako natančna podaja je bila zdaj to pred vrata. Tudi Kavčič je pritekel iz ozadja, Kramarič pa je dosegel zadetek za 2-0. Krasna akcija Brava, takole je bil Kramarič. Marinšek prišel je do žoge, gostitelji se zdaj povsem upravičeno osredotoča samo na obrambne naloge, nevarno in gol! Žoga je v mreži, kakšen zadetek zdaj z leve strani, tule lahko rečemo, da je morda ponagajala tudi vidljivost. Jasno, to ni motošport, danes je bilo neverjetno napeto na zadnji dirki Formule 1. Vseeno strel skr Dejan Grabič, končuje se tale jesenski del, kot ste si želeli z zmago. Kako ste zadovoljni z predvsem tisto igro po 60. minuti, ko ste prišli do 2 golov, takrat ste strli tekmeca? Zadovoljen sem predvsem s tem, da smo kazali intenzivnost in tiste osnove, ki so nam tudi veliko večino točk prinesli v tej polsezoni. Tako da tukaj se bi sem v bistvu igralce bi pohvalil, ker so bili v težkem momentu z nizko samozavestjo, ker smo zadnji 2 tekmi res bili slabi. Zdaj pa zasluženo, sem prepričan, zmagali na tekmi, kjer je bil nasprotnik tudi zelo dober in vemo, da Aluminij lahko v vsakem trenutku premaga vsakega v naši ligi. Ja, dejali ste zelo pomembna zmaga, tudi po kar nekaj časa domača zmaga, čeprav ste bili v Stožicah. Kako pa bi se sicer sami ozrli nazaj na ta jesenski del? Je morda vseeno kakšna tekma, ki jo obžalujete? V glavnem verjetno zelo zadovoljni z izkupičkom Brava, ki je na 5. mestu oziroma zdaj celo trenutno na 4. pred tekmo Mure. Ja, ne glede na vse imamo spet zgodovinsko veliko točk, v polfinalu pokala smo in rezultatsko gledano lahko zaključimo zelo pozitivno. Zdaj pa neka hitra analiza tega, kaj smo delali v jesenskem delu sezone. Ko smo razmišljali o tem, kdaj smo bili v najboljšem momentu, v najboljšem nekem naponu moči, je bilo takrat, ko smo povezali
odlične treninge in to je trajalo mesec pa pol, skoraj 2. Ko temu ni bilo več tako in tukaj je največja odgovornost moja, je ekipa podzavestno začela izgubljati karakter, intenzivnost in vse te zadeve, ki so pomembne za rezultat. In to je tako čisto na hitro. Igralci so bili odlični, moram reči, to stvar, ki sem pa prej omenil, bom pa popravil v spomladanskem delu sezone. Gospod Grabič, lepe praznike, spočite se in se vidimo v spomladanskem delu. Hvala. Hvala, lepe praznike tudi vam. Matija Kavčič, najprej čestitke za zadetek. V prvo ni šlo, v drugo potem žoga za hrbet Janžekoviča. Dajva pa se osredotočiti na tekmo. Prvi polčas zelo taktičen, potem pa ste v drugem delu tiste svoje najboljše minute izkoristili, dosegli 2 zadetka in ugnali Aluminij. So bile predvsem te minute med 60-70 odločilne? Mi smo danes že od začetka vstopili dobro v tekmo. Šli smo tako, kako smo se dogovorili, taktično smo bili bolj zreli kot na prejšnjih 2 tekmah, tudi boljšo energijo smo imeli in mislim, da nas je to nagradilo v drugem polčasu. Mi smo s tem tempom nadaljevali od prve minute, mogoče imel Aluminij 10 minut slabših, 15 v drugem polčasu. Mi smo pa svojo energijo ohranjali in v tistem času uspeli 2krat zadeti. Jesenski del končujete v zgornjem delu lestvice, to je vsekakor lep dosežek. Kako ste vi sami zadovoljni z tem jesenskim delom? Sigurno moramo biti zadovoljni. Želeli smo si več na prejšnjih tekmah, recimo tista s Koprom, tam tisti poraz nas najbolj boli. Ampak ja, imamo 30 točk, kar je lep izkupiček in upam, da nadaljujemo z istimi tekmami v spomladanskem delu. Hvala, lepe praznike, spočite se in se vidimo. Hvala. Oskar Drobne, ni se razpletlo po vaših željah. Prvi polčas taktičen, ko ste dobro stali na igrišču, v drugem delu pa potem med 60-70 minuto ni bilo tiste konkretnosti. Kaj je bil razlog za to? Ja ne, vedeli smo, da bo po vsej verjetnosti odločila ena velika napaka. Mi smo bili dobro, smo bili skoncentrirani, tako ste rekel, do tistega kota, kjer smo že pri prvem kotu slabo pokrili in skok in drugo žogo. Potem se nam je iz drugega kota ponovila ista zadeva in če se ti 2krat ponovi ista zadeva, moraš biti kaznovan. Potem še večja napaka takoj zatem. 2:0, ja, in obrne vse na glavo. Na koncu moram reči, da smo se trudili, da smo, ne morem očitati želje, ampak bom rekel, da smo bili skozi celo srečanje nerezonski. Da smo imeli, ja, dober stali smo v redu, ampak smo imeli pa slabo kombinatoriko v zadnji tretjini in nismo prenašali stvari, ki smo jih trenirali, smo slabše prenašali v igro in nismo bili najbolj nevarni. Jesenski del je zdaj končan. Dajva nekaj o tem celotnem delu, kako ste zadovoljni, kaj vas je najbolj zmotilo, kaj na primer najbolj manjka Aluminiju na koncu na lestvici? Zadovoljni ne moramo biti, bilo je preveč vzponov in padcev. Pravzaprav so nas določene poškodbe so nas najbolj prizadele v jesenskem delu in pa, bom rekel, slabši štart v sezono, kjer smo izgubljali tekme, ki bi jih lahko dobili. Ker nam je vedno nekaj malega zmanjkalo in smo veliko tekm izgubili z 1-0 ob kopico ustvarjenih priložnosti. Ampak takšen je nogomet, nismo bili uspešni v zaključkih. Moramo se dobro spočiti in pa priti z večjo energijo nazaj spomladi, se dobro pripraviti in seveda iti borbeno v nadaljevanje sezone. Oskar Drobne, lepe praznike, spočite se, kot ste rekli, in srečno. Johan Nkama, tough match in the second half. You received 2 goals. What was the difference between Bravo and Aluminij? The difference is clear because it's a good game from the start. But I think at first we lose a little bit concentration in the second half when the goal comes in, and it was like they were pushing more up. So I think the first goal also make the concentration lose in the back. So
I think it was a good game. Now it is time to recover, and you will come back in January. What do you say about this first half, a little bit more of the season? Yeah, the first half is good. You can see that there's no long gap between the space. If you win one game or two games, it's possible to go up front. So now it's just leave this one behind and go and refresh and look what the mistake about the first half. It's like the first half and second half now. So we need to go and come back to prepare for the second part.